dobrodošli na drugi jesenski pogovor v ciklu Izbrano s Primusom, ki ga so ustvarjali skupaj z našo Brežiško knjižnico. V prvem in uradnem delu bomo z mojo današnjo gostjo spregovorili o partnerskih odnosih. Po zaključku pogovora sledi neuradni del dogodka, v katerem boste lahko zastavili vprašanja naših gostij tudi vi. Potem seveda vas vabo tudi k pogostitvi in nakupu knjige z 20% popustom. Melita Kuhar je publicistka in avtorica knjige Iskreno v partnerstvu, ki je prva iz serije Na kavču v svetovalnici. Odnos se raziskuje dobro desetletje, je zakonska in partnerska svetovalka. V svoji svetovalnici se srečuje z odnosi vseh vrst in v različnih fazah razkroja. V svoji prvi knjigi Iskreno v partnerstvu raziskuje, kje so vzroki za razpad komunikacije in večje pripadnosti ter ponuja celo vrsto rešitev. V knjigi so zbrani članki, ki so tekom mnogih let izhajali v različnih slovenskih revijah, časopisih in na mnogih spletnih portalih ter bili zelo brani. Na vrsti primerov iz njenega svetovalnega dela so občinstvo dajali pogled v dinamiko odnosov. Melita je pogosta gostja na vseh glavnih televizijskih in radijskih programih ter vedno zavzeto razlaga, kje se v partnerskih odnosih zatikamo in kako to razrešiti. Melita, dobrodošla, hvala, da si danes z nami. Zdravo, hvala. Si vesela, da si interesantna, da znaš veliko ljudi, se okomača. Ja, lepo mi je, hvala. Mogoče bi nam za začetek povedala, kako se je začela tvoja pot v svetovalnici, ker predvidevamo, se nam boš se tudi sama povedala, da si tam nabirala vse te izkušnje, ki si potem predošla tudi popisano besedo za časopise in potem se skupaj zbrala v knjigo. Tako. Že 11 leto delam na področju svetovanja, se pravi, ukvarjam se bolj z, recimo temu svetovanje, je malce razlike od terapije. To sem iz angleške oziroma kanadske neke smeri pobrala, svetuje, vendar je odgovornost stranke, kar od mene pobrala, kako se bo ona sama začela delati spremembe, ki bo vodile tudi k boljšemu in pozdravljemu partnerstvu. Ne nazadnje, ker živimo v odnosih sebe, do partnerja, do otrok, do staršev, do dela, do svorojencev in tako naprej. To so vse vrste odnosov, ki jih raziskujem. In ker tega ne morem, se kar nekako samo potudim, ne morem držati za sebe, moram pretočiti v pisano besedo in očitno mediji za veseljem to vzamejo, objavljajo in sem počaščena, da lahko na ta način mogoče tudi so prispeval k kakšnemu vidu Slovencev in Slovenk, kaj to pomeni tvoriti bolj zdravo, bolj ljubeč, bolj sodelujoč odnos. No, vsekakor smo tudi mi kot založba zelo počaščeni, da si se odločila za nas. Hvala. Tako da upam, da bomo tudi naprej pri drugih stvari bojo iskali. Z veseljem, še Tako. No, zdaj pa, če se lotva knjige Iskreno v partnerstvu, torej to je prva knjiga, ki je zdaj šla v sklopu te zbirke Na kavču in bi šla v bistvu tako zelo lepo imaš ta poglavja, tako da bi, recimo, nisem mogla zdaj to z nekaj spreminjati, ampak zdaj, ker tako imaš poglavje moški in ženske, ali smo res iz različnih planetov. In mene zanima v bistvu res, kaj so tiste osnovne razlike med ženskimi in moškimi. In kdaj pravzaprav nas te razlike nekako odrezujejo drugega, kdaj nas pa zbližujejo, oziroma kako lahko to ščarno, kako lahko polkimijo ustvarimo. To vprašanje tako zelo pogosto kar dobim. Dejansko jaz opažam o isti stvari, ni pogoja, da se moški in ženske 100% strinjamo. Jaz tega še nisem doživela. So približki, vsako neko svoje videnje, ampak da bi se prosto 100% strinjali, ja, res je, se strinjamo jaz drugim, je nemogoče zaradi tega, ker naš način razmišljanja in čustvovanja se razlikuje. Pa ne vem, tukaj predalčka, način tako moški kot ženske smo čustvena bitja. In obeno uporabljamo razum. Zdaj pa ta avtocesta je nekje bolj, nekje pa manj, recimo, tlakovana in pretočna. In seveda tudi, koliko smo iskreni do sebe, koliko se zavedamo, da pravzaprav vsak dan sproti bi bilo fajn, da delamo na sebi, da smo čuječi in da se zavedamo, da ne rabimo sogovornika imati kot sovražnika, ampak da se lahko vsakega sogovornika, tudi s katerim se ne
maram teh predstavljeno delo, ker jaz hočem zmagati, moram tebe potlačiti, pač tega res ne maram, da opažam, da tega veliko. In to je teh partnerskih odnosih, to merjenje moči, je pač nekaj, kar vodi kar razkroj odnosa. In pač tem se tudi, recimo, vsak dan tako rekoč ukvarjam s svojimi pari, strankami, nasvetovanjem. Pa se ti zdi, da v današnjem času mogoče več tega, kot je bilo včasih, da smo si prej bili bliže, ali mogoče posledica tega hitrega tempa življenja tudi v bistvu razlog za to, da smo taki površni, rekli, odnosi. Površni, točno ta prava beseda. Glede na to, da včasih tudi do 9-10 zvečer delam, ker pač pari zaključujejo svojim rednim delom ob 6-7 zvečer, veliko pove o tem, koliko se imajo časa ukvarjati en z drugim, pravzaprav nič. Leta minevajo, ko mi pari povejo, da smo se v nami, sploh ne pogovarjala že leta in ljubiva se, nismo intime, ker nimamo časa, ker pademo po 11. polnoči, tako rekoč mrtva v posteljo in zjutraj spet in otroci in krediti in služba in vse obveznosti in izvenšolske dejavnosti in tak si mama, tak si oči. Kje smo? Kje bo potem sam odnos? Med zanimovanje odnosa je potreben čas, volja, pripravljenost in se zavedati, da je potrebno sodelovati. Vedno bolj ugotavljam, Mirela, da je glavna esenca zdravega partnerskega odnosa, poleg spoštovanja, da smo različni, sodelovanje. Sodelovanje in razumevanje. Tako, in razumevanje tega, da smo različni. Kje piše, da moramo biti enake? Vse se lahko strinjamo, da se ne strinjamo in vse v redu. Se najbolj to, če bi bili enaki, bi bil dolg čas. Tako da v bistvu tudi s tem vedenjem, da te razlike v bistvu so zanimive, da je bilo življenje bolj zanimivi, se pol vseeno zgodi to, da se začnemo prepirati, pomeriti moči. Ja, jaz imam problemov s tem, da se prepiram. Jaz vedno parom rečem, vse lahko se prepirati, ampak dajte se zmeniti, zakaj? Ali zato, ker mora biti moj prav, ali zaradi tega, ker pač s tem, ko imamo različna mnenja, za rečemo prepirom, izniveliramo in dosežemo nek cilj, neko spremembo, nek kompromis, včasih tudi bolj strastno in temperamentno. Različni smo. Zdaj, ko se pogovarjamo o teh razlikah med moškim in ženskim, zelo veliko krat slišimo zdaj, oziroma zelo tako moderno tudi o tem govoriti, da pač imamo vsi moško in žensko energijo v sebi. Kako je pobolj s temi razlikami, oziroma vem, a pomeni to, da tudi nekako moramo v sebi uskladiti tega energija, kam ima to sploh veze, a je ženska bolj moška ali je ženska. Tako se mi zdi, da smo malo se zgubili vse tega razlikovanja. Moški je moški, ženska je ženska, ampak ja, moški ima tudi žensko energijo, pa bi mogel mačko dati bolj moško energijo v spredi, pa ženska ima preveč moške energije, pa bi mogla malo delati, ne? Mislim, preveč se mi zdi, da je tako. Ja, recimo, jaz tudi uporabljam toliko besede kot energija, moško-ženska, temveč bolj recimo socialne vloge, ki smo jih prevzeli, recimo naše moderne, tako imenovane času, v katerem smo ženske dobile več veljavo, oziroma smo si jo izborili in smo ne bi bile enakopravne, da se je pri tem pozabilo dejansko negovati tudi našo ženstvenost. Znaš, s katero žensko pogovorim, kako mi reče, da pač rabim deca. Vse znam, zmorem, če nekaj ne gre pokličem hišnika, sama svoj znam, mati samo hranilko, jaz se vljem, pa pravim, ja, pa duša, ampak tisto vseeno se nekako sklisati nad nekomu, imeti tisti nek stik človeški, nekako pripadati en drugemu, to pa manjka, to pa vseeno potrebujemo, ne? In tudi marsikateri moški prav, so samski molitvi nastavo, s temi ženskimi barvami, dramami, ne bom ukvarjala, pa zopet upravljeno povem, tako da te naše socialne vloge so se po mojem mnenju rahlo razgradile. Zdaj, seveda, moški delajo že vsa ženska dela, ženske delamo že vsa tradicionalna moška dela, pravi, idemo zopet kaj sodelovati, iskati sinergije, se pomagati, razumeti to, da ženske pustimo moškim, da so moški in da nas moški podpirajo naši ženstvenosti. Verjetno za vso to samozadostnost, ki je tako na videz zelo bolna, je v bistvu ta rana, ali pa potreba po tej čustveni varnosti in po povezovanju. Tako da to je tudi ena od mask, ali pa vlog, ki smo jih prevzeli v nekem obdobju. Vsi smo čuteča, čuječa, občutljiva ljudja.
Tudi sami dotiki, objemi, poljubi, vse to, kar ne bi bilo del zdravega partnerskega odnosa in intimnosti. Večini parov, ki padijo v rutino in v samoumevnost ni, manjka. Sprašam tako eno tretje, moje standardno vprašanje je, da ste se videli nazadnje ljubila, najti, bomo tako gledajo, pa ne veš, da bi hodili dol pas, pa pod mizo zlest, naprej, pač to je del razvanja, to je ljubilo odnosa. To je tisto, ko se čutimo, da en drugemu pripadamo, smo čustveno varni. Pa žal Bog, ko se odnos razdire in odkljuje, prihaja tudi do tega, da ne več tega stika, dotika. A ni zanimivo to, da danes, ko smo tako glasno, so pametni in ko vemo, koliko je potrebno, v bistvu, koliko je primarna potreba v tej čustveni varnosti, že v bistvu tudi koliko gledamo dojenčka, dojenček, če ga ne negujemo, če ga ne objavljamo, če ga ne stisnemo, lahko vre zaradi pomankanja bolezni. In ko vse to vemo danes, nam je težko v bistvu narediti ta korak, da se približamo. Nabirajo se zamere, ne dogovarjamo se, kako pometamo različnosti, ni nam več mar, manjka empatija, manjka to, jaz te razumem, ne strinjam se, ampak te razumem, z argumenti operirati, ne z dramami, z nekimi čustvenimi izbruhi, ker se nas nič ne reši. In biti transparenten, se pogovarjati. Meni pari rečejo, iz prakse vam povem, in po desetletje nisva ena od drugem govorila, ampak samo to preprobo. In potem neka operativnost, neka sostanovalski status, pa vse gre nekak, kako gre v duše. Ampak res, s tem se veliko parov zadovolji, ker pač ostaja skupaj zaradi otrok, kreditov, kaj bo drugi rekli, da bomo se iti narazen, spaj se ne rabite iti narazen, zakaj bi bilo treba biti narazen, se tam danes vročice je enostavno, ampak si vedno rečem, dajte se potruditi, dajte si nek čas, če ste 10-20 let živeli enimo drugega pod isto streho, dajte si še ne vem, 6 mesecev časa, pa te imamo nekaj izvajega odnosa, zdaj če ne gre, ne gre. Sem se to opisujem nekako tudi v teh mojih člankih, ki so zbrani v tej moji prvi knjigi, hvala Primus. Ker dejansko teh stvari razlaga, zakaj pride do razkroja, kje se začnemo odtojevati, kje potrebujemo pozornost od drugih, potem pogosto prije do prevare, skoka čez plot, kako to lahko tudi rešimo, kaj pomeni zdrav partnerski odnos, mislim, da kar večkrat omenja, kar res to poudarjam, ker to je pač ta fundament, na katerem lahko gradimo na novo zgrajen odnos, medsebojno spoštovanje. Dajmo zdaj se vrati večka na začetek, ko se držke prva iznica. Med dvema je že to ta prava ljubezen, ali se pol v bistvu ljubezen nekako razvije, oziroma se zgradi, oziroma ne ljubezen, se ne mora zgraditi ljubezen, je že tako sila po sebi, ampak ta ljubeč odnos med dvema. Je v bistvu še lepo pride, ne? Ni to tako na začetku, ne? Ker nam kolega čajcajo, ne? Ki si nismo obokoli. Vsi smo bili v tej situaciji. Ja, to vedno smo znova, ne? To najbrž ni dovolj za odnos, ali mora biti tudi, kako se odnos sploh začne? A se začne s to iskrico, pa se potem nadaljuje, pa razvija, ali se lahko tudi v bistvu iz nekega prijateljstva, iz nekih drugih vzgibov razvije v nek modelč partnerski odnos. Mogoče imamo napačne predstave o tem. Zelo dobro vprašanje. Jaz menim, da, jaz raziskujem odnose, jaz napravim, da je moje mnenje edino zveličavno. Jaz raziskujem odnose, sama delam na sebi, razne raziskave, tuje, prebiram, analiziram, probam jih aplicirati na naš mindset, na naše kolektivno nezavedno simbolno, kaj to v našem, nekako kulturi in strukturi simbolnih pomeni. Verjetno vemo vsi, da ko se zaljubimo, delajo hormoni, 25% hormonov v stanju zaljubljenosti, ta hormonski koktajl je enak zelo težki duševni bolezni, kot je schizofrenija, se pravi, ne vidimo realnega stanja sebe v tem objektu, v katerega smo zaljubljeni in on v nas. Prav vidimo z rožnatimi očali, skreiramo vizijo oziroma projeciramo v to osebo, v katero smo zaljubljeni, v bistvu našo vizijo, kar bi želeli od partnera in on v nas. In ta hormoni trajajo približno recimo 1 leto, da se naredi recimo potomec, to je namenjeno,
antropološko. In potem, ko se ti hormoni počasi razblažijo in vidimo, žali Bog, pač našo projekcijo, da ni točno taka, da je včasih tudi malo drugače, kot nekako smo mi nekako videli in dojemali, in seveda vice vrsta enako. Nas in takrat je dejansko ta prenovni čas, kot sprašuješ, da se odločamo za to, da kreiramo odnos, ki ga povezuje ljubezen. Ne moremo enačiti, po mojem mnenju, ljubezni z odnosom. Marsikateri par, pa če je v težavi, zato pride svetovalnico, reče, pa vse sem mama rada. Jaz pravim, vse, vem, da sem mama tako še rada. Ampak kje je odnos? Če bi odnos vredno, me ne bi tukaj na kavču sedela v svetovalnici. Bi se doma ljubila, bi kuhala, bi klepetala, bi šla na neki izlet, bi imeli skupni hobi. Tako da odnos je nekaj, kar moramo se zavedati, da ga namensko kreiramo, da se trudimo, da se vzamemo čas, da se ljubimo, da nam je mar, da sodelujemo. Naše čustveno stanje dejansko pa recimo, da predelimo kot ljubezen. Jaz pravim na 20% recimo, da je tista ljubeza, motivacija, da smo pripravljeni, včasih pač tudi tako na kje ni v redu, vsema se prilagajamo, probamo sodelovati pa temu, da mi z naših 50% kreiramo partnerski odnos. Zapravi, jaz tako približno, da ljudje lažje razumejo, jaz kreiram 50% in moj partner 50%. In to je pač partnerski odnos, ki ga recimo kot lepilo povezuje ljubezen, tako da jaz v svoji pisarni svetovalnici imam sekundno lepilo, tako da lažje kot didaktični pomoče pokažemo lepilo je to ljubezen. Ne zlepeš skupaj. Ja, aha. Pač ljudje smo vizualni literarno videti, imamo se take pomočke, imamo za hec. Življenje je tako strogo, pa moramo biti resni. Ne, spravimo časih se trebamo pohecati. Mislim, da začin zdravega, dobrega partnerskega odnosa dejansko tudi malo humorja. Tudi kakšno teženje, ki si težimo, ko smo zelo pa ne drugem, znamo nekako razobležiti, to da se nasmejno vsako letega. V redu je. Ta je zelo pomemben, da znamo malo umiriti težave. Se pravi, da bi, če lahko zaključam, če bi lahko rekli, da je iskrica lahko tudi neka priložnost, ki se zgodi, oziroma nekaj, ki se zgodi med dvema in tudi v bistvu ena podlaga, kakor da je Vesolja nam rekla, ok, zdaj pa vidite, imate iskrice, zdaj pa imate priložnost, da boste zgradila odnosov, pa pač ne boste. Na tak način. Tako, ok, kaj pa potem, to se pravi, ko je ta iskrica, pa zdaj gre po odnosa, da gradimo, kaj pa pol, ko se začne graditi odnos, oziroma kaj je tisto, kar najbolj vpliva na to, da se začnemo odnos graditi. Recimo, lahko nekaj časa mi zelo dobro funkcioniramo in ustvarjamo, pa se pa na eni točki ustavimo in potem se mi zdi, da smo sposobni tudi zradirati vse to za nazaj in se ušpičati v tisto moment, v tisto težavo, in pol že iščemo nekaj krivine. Dosti krat rojstvo otroka podreje oziroma razbije partnerski odnos. Kakorkoli si pa želi otroka, jaz mi to rečem, na prihod otročka je treba biti pripravljen. Ker potem, ko se otrok rodi in je seveda mamina, se pravi partnerkina pozornost bolj na dojenčko usmerjena, je pomembno, da tudi novo pečenje očetje razumejo, da tako oni nagojijo mamo, ona lahko se osredotoča na otroka in mirna, je sprejeta in kasneje se bo stabilizirala in hormonalno in bo mame tako veliko več nazaj, kot pa če nekako nima zaprota. To je recimo en tak dejavnik, kjer par mora biti ozaveščen, da po rojstvu otroka približno pol leta na leto potrebno spet namensko se odločiti graditi odnos. Sam po sebi, vsaka stvar, v katero ne vlagamo, se razpada, se tudi če avto ne bova servisirali, ja, zdaj, kaj prije naj bi pusto na cesti, ja, pa je avto, kaj pa še odnos. Naslednji tak faktor je, da se ne razčiščimo, nimamo poguma, včasih tudi ne vemo, kaj nas moči, ne znamo povedati, kaj povemo in kaj govorimo različne jezike, se ne razumemo, kaj sporočamo. Da smo narobe razumljeni in tudi mi napačno interpretiramo sporočila sogovornika. Zato je toliko bolj potrebna toleranca in zopet pripravljenost sklepanja kompromisov, spoštovanja tega, da smo različni. Kar je v bistvu velik izziv za osebni razvoj.
Jaz, kar recimo pride par, delamo na oblikovanju novega partnerskega odnosa, vedno rečem, Lučka moja, vsak od vaju mora tudi na sebe delati, ker mi vsi imamo vzorce iz naših primarnih družin, programe prepričanja, ki očitno so vaju tudi delno, so mi temi nahrbniki pripeljali do tega situacije. Misliš, da lahko nek konflikt ali pa neko težavno situacijo med dvema popravi preprosto objem? A se ti zdi, da doskrat za vsem tem verbalnim nasiljem ali pa agresijo ali pa komunikacijo, žaljenjem ali pa merjenjem oči je pravzaprav vsem ta potreba, da si želiš pozornost od partnerja? Tudi veliki meri, seveda. Ker se postanemo samoumevni, ker vsak ta neka rutina, ker je preveč vsakodnevnih nalog, ki jih komaj da rešujemo, tu so otroci, po šolah. Pa jaz starši delajo domače naloge, ne določirano, z vsakim otrokom posebej samo dobro gledam, ker sem bila pripričana, da šola stvar otroka, ne pa staršev. Ja, ne zdaj še zaskrbeno, za kako je se delo. Je res pomembno, da se zavedamo, da če ta dotik, pa to, da se vidimo, da si to pozorno znamo, da si skuhamo in drugemu, čaj, kavo, ne vem, večerico, da preživljamo čas skupaj, to je izjemno. Jaz dajem parom vse zadnje naloge, včasih to pogledam, se delala naloga, pogleda, kaj, naloga šola, vse kaj, ne, če želita delati in jim dam recept za posvečen čas, to pomeni vsak dan ure, 30 minut ne zahtevam več. Posvečenega časa samo za njim, pa me mar se kot tu pogledal, se taž strašeno, v smislu, da si ne o čem pogovarjati. Jaz ne vem, kaj se čas milite moramo pogovarjati in točno vem, kakva je stopnja otujenosti in razdora odnosa. Ker ima je največja groza, ker če 30 minut se kaj vedno zdaj cel dan. Nima se o čem pogovarjati, vse kao otroci mi razpad. Televizija je ugasnjena, telefoni so potihe, računalniki so dol, samo vidva sta, energija, eye contact, pripravljenost se tako nežno pogovarjati, klepetati. Ne, kakšni pari ne zmorajo na začetku. To je zelo žalostno, ampak to so dejstva. Toliko smo odujeni, se pravi, ko dobimo polehno pozornost drugije, se zelo hitro zahapamo. Tako je. Zato me tudi spominja, recimo, koliko je dejansko, se spominja me to tudi na to, ko se pogovarjamo, ne vem, živijo ljudje več v nekem odnosu, potem enkrat na leto grejo nekam na dopust in je to živa katastrofa, ne? Ker čutiš se dolžen in obveznega, da greš partnerjem na dopust, v resnici je to tujec, ga zelo ne poznaš. Če ja, v Ameriki v Ameriki je stopnja vlog za ločitev pri odvetnikih največja po dopustih letnih in božičnih praznikih. Za 25% se poveča. To je točno, kar si povedala. Pari se ne poznajo, so odtujeni, radi reda, ne radi, morajo skupaj 2 tedna, recimo na morje, celimi srečni. Mene celo gospod predno šel ženo na dopust avtodomu in rekel, ti misliš, da bo res pametno, da ženo vzamem sabo, ker mislim se bojim, da bom v Španiji pustil na cesti. Kaj ne naredim se, pa ne to mene zdaj spraševati. Rekel, jaz se vem, kaj sem tega, jaz sploh ne poznam. Vem, da je pač ok, 2 otroka me rodila, to je pa to. Koliko pač ljudi v tem nekem partnerskem odnosu dejansko sploh ne zna to, da so si odvijeni? A se ti zdi tako, da so ljudje pripravljeni spregovoriti o tem, da iskati nekoga, ki jim lahko svetuje, ki jim lahko fokus preusmeri? Ne vem, nas na tistih v bistvu se niti ne zavedajo, ali pa v bistvu so se navadili na to dinamiko in tako. K sreči, ko sem jaz začela 11 let nazaj svetovalnico, je bilo še to kar tabu, pa tudi ni bilo na ta način, da je bilo svetovalce, ki bi se ukvarjali za partnerskim odnosom. So bili psihiatri, ki smo psihologi, na centru socialno delo, nekdo, neka socialna delovka, sicer socialna delovka po izobrazbi. Več kot toliko pa ne, in sem vesela, da sem tudi jaz med drugimi strokovnjaki brala Levino, tudi z mojo svetovalnico, to ni tabu. Da pač, ko nam poka srce, ko ne vemo, kako pristopiti
s tem ni nič narobe, ampak rečemo si lahko pomagamo, seveda, vzeti si treba čas, nekaj denarja, delati naloge, se učiti, biti pripravljen, tudi mogoče skozi recimo neko literaturo, razmišljati o tem, kaj jaz v svojih 50% odnosa lahko so prispevam, te bolj zdravo. Ampak gre za zdravo partnerski odnos. Torej, rečemo, da smo zdaj v enem odnosu, da imamo odnos, ki je sicer fajn in se začnejo pojavljati težave. Na kakšen način v bistvu se mi lotimo? A moramo v bistvu, ne vem, kako razmišljamo, a smo mi zdaj recimo jaz kot ženska, sem jaz zdaj tista, ki bi mogla narediti nek korak, ali pusti moškemu, ker je on moški, pa v bistvu bi on mogel prvi korak narediti. A preješljati odnos? Recimo, ko eden od partnerjev spozna, da nekaj ni v redu v odnosu, a potem on kot prvi ukrepa, pa ne glede na to, ali je moška ali ženska, ali ženska mora počakati, da moški prvi korak, pa mu tako neko pisance napiše, ali pa nek signal mu da, da bi ona rada se premakneta. Jaz tukaj ne bi spolu recimo razločevala, tako ali tako skozi odsotnost komunikacije se tako ali tako vidi pomljuna bolečina. Lahko se kregamo, ampak to ni komunikacija, ki rešuje. To poglavlja razstava. Ker ni cilja, ker ni tega, kar se smeda zakredal. Treba rešiti, pa najdemo rešitev. Drugo strasti način in problem je te neka rešitev, da nek dogovor, ki se ga oba seveda ne bi držali. Ko smo mi jezni, ko je zmer preveč, ko se počutimo izdane v odnosu, v teh dogovorih, ko soliramo v nekih odločitvah, takrat nimamo več tolerance, takrat ni več sočutja. In tako dosti krat imamo pa tudi marni več. In kdo začne to debato, kaj bova? Verjetno tisti, ki ga bolj verjetno tisti, ki enostavno reče, zdaj, a bova nekaj naredila, gre pa narazen. Jaz vedno rečem, prejmo se počete za odločitev do konca, in treba se eno malo premisliti, pa mogoče en korak nazaj stopiti, pa pogledati, kaj se da za partnerskim odnosom še narediti. Kaj nalažiti narazen, ampak zakaj smo skupaj? In zakaj je prišlo do tega, da smo neke vzorce, verjetno tudi iz naših primarnih družin, ponovili v našem partnerskem odnosu. In tudi, ko gremo narazen, če ne delamo na sebi v procesu žalovanja, bomo tako ali tako isti vzorc ponovili pri drugem, pri tretjem, pri naslednjem partnerju. In potem vedno obtožujemo njih, partnerje, nikoli ne prijavljamo isti imenovalec. Neke bolečine, nekih istih programov, ki jih vlagamo v naših 50%. Zagotovo je v bistvu precej teh vzorcev, ki vsak sabo prenese v odnos, ampak kaj v bistvu, recimo v odnosu, tudi, ne vem, mogoče ta naša pričakovanja, ali te naše zamere, koliko so resnične, koliko so realne, ker lahko so te zamere čisto plod naše domišljije in so v bistvu neki novi vzorci, ki nastajajo v odnosu. Nas boli. In v bistvu v tem primeru bolje, če se sedno ne odhaja. Boli nas. Ja, zdaj, da se počutimo izdane, potlačene, neslišane, nerazumljene, čisto vse nas, ki prihajajo, boli nas. Tisto sekunde želimo s to veličino nekaj narediti. Jo ali razrešiti, ali se skupaj odsekati, ne glede na žrtve in kaj so posledice. Treba je, namreč, kaj se opažamo? Žali Bog, bolečina je pravzaprav edini najbolj močen motivator, ki nas vrže iz cone obdobja. Cona obdobja lahko tudi nezdrav, patološki partnerski odnos, v katerem pristajamo na našo vlogo, recimo žrtve. Pristajamo, da je partner agresor, ali obratno. In je ta finomehanika partnerskega odnosa, v katerem je poteka neka čustvena zloraba, je lahko zelo odvisna narava, tako da ni zopičeno. Nekateri potrebujejo odvisen partnerski odnos in znak kot znetva. A lahko recimo rečemo, jaz znalaž sprašujem te črno-bele stvari, ženska recimo v odnosu čuti pomankanje pozornosti, čuti, da ni več to pomembna v življenju svojega moškega in ženske potrebujemo pozornost, potrebujemo to občutek, da smo oboževane, poljubljene, da smo kraljice, in v bistvu si želimo te ljubezni, dotikov, objemov in pozornosti,
Moški po drugi strani misliš, da jim je dovolj samo, da zadovoljijo svoje nagone, si tudi želijo. Ker se mi zdi, da dosti tako delamo to razliko. Moški mi je dosti, da imajo spolni odnos, pa so srečni, ženske pa vedno kompliciramo, pa ravno te neke lepe besede. Ti namenoma kompliciraš, če pa ne, absolutno moški absolutno ogromno cartanja potrebujejo. Objemov, dotikov, tega, da jih ženske vidimo, da jih spoštujemo, da vemo, da se borijo za nas. Če nam vsak dan ne reče, da smo kraljica, ampak da imamo tisto neko oporo in skalo. To mi ženske dajemo to identiteto našemu moškemu. On je absolutno enako kot me čustven, občutljiv, senzibilen, ne gre tukaj samo za seks, ampak gre dejansko za ljubljenje, za predajanje drugemu. Skozi to tudi tkemo to trdnost partnerskega odnosa in absolutno, in tako moški kot ženske potrebujemo in pozornost, dotike, poljube, da se vidimo, da se razumemo. Pač ne gre pa nikoli, ne prije do tega, da bo lahko možnost 100% enovito, zapravi enoznačno, točno, tako jaz mislim, da bo moj partner sprejel, da ne gre, smo različni, kot je bilo prvo vprašanje. Dejansko je v bistvu ljubljenje na nek način tudi povezovanje, spoznavanje partnerja in je semenjeno. Kaj pa recimo, ko se začnejo pojavljati težave v smislu, da ženska se povsem počuti preveč izdano in zanemarjeno in samoumevno in potem se odloči za skok čez plot. Ali pa moški, recimo ne dobi od ženske pozornosti, ljubezni, razumevanja in potem se on odloči. Kaj pa v tem primeru? Zdaj seveda kombinacija milijon, lahko se ta skok čez plot dogaja, da ne bi vedeli, ampak rečemo, da se zdaj pogovarjamo o tem, da partner en izve. Zakaj sploh pride do tega? Je to res ona skrajna točka odtujenosti? A se lahko ognemo temu? Lahko prepoznamo znake, preden se zgodi, da ukrepamo? In kako v bistvu, ko se pa že zgodi, pa zvemo, kako ravnati? Kaj narediti? Ja, to je težko vprašanje, zato ker ko pride do prevare, je ta paleta zelo močnih, intenzivnih čustev, besa, jeze, žalosti, razočaranja, izjemno močna in intenzivna. Vendar jaz vedno rečem, če izhajamo iz premise, da je vsak soodgovoren in vlaga v partnerski odnos polovička in polovička, zapravo, kje se je tukaj vmes zgubila ta pozornost, naklonjenost, da so tukaj ena za drugo, da so delujela. In tudi po mojih izkušnjah, meni pride več parov, ko je gospa predavljala gospoda, povsem sta se odločila, da ostanete skupaj in da delate na novo odnosu, ker tudi gospod ugotovo svoj delež krivde, da je premalo cenil, premalo videl, premalo ga rekel, kako si huda, kaj ti bom delal. Predigra se začne že od 7 zjutraj kot premočke, da ni samo umevna, da ni samo mat njegovih otrok, ampak da je tudi njegova ženska. In tudi ona običajno ugotovi, da pravzaprav kar je iskala pri drugih, lahko ima doma. Ampak ker je tako podrto zaupanje tega, ki je prevaren, potrebno vse približno 2 leta dela na odnosu, da se lahko spostavi na novo zgrajen zdrav partnerski odnos. Ker zaupanja ne izgubimo sekundi, a gradimo 2 leta in dosti krat se tudi zgodi, da nikoli ne more biti v taki meri, da ne kot je bil prej. In so poškodovani na način. Zdaj tako, seveda imamo tudi neke posameznike, ki neke prevare, posameznici, ki prevarijo kot šport. S tem si potrebujejo tudi neke komplekse manjvrednosti, s tem tudi se pravi nadkompenzirajo in pokažejo sami sebi nekako, da so vredni pozornosti drugih, ki so jim pomembni. Dosti krat pa gre tudi za klicno pomoč, nekaj narobe, ne znam te drugače povedati, sem pač mogla skočiti čez pot. To so hude zareze v odnos. Marsikdo ne zmore in greva na razred. Če samo mislim, da to je tako huda, je tako močna, je tako ničujoča, da je lažje preboleval, približno 1 leto, in proces žalovanja po takem zelo bolečem, intenzivnem razhodu, ampak potem se lahko postaviti na novo. Se pravi, da ni nujno dolgi stransko
zagotovi odnos, če sta oba pripravljena lahko, čeprav osnovno mogoče, ne? Ja, vedno bo dvom. Jaz moj partner reče, Lučka, lahko delamo in se boste bojevali in naredila odnos, vedno bo ostalo zadnjo dvoma. Ona, tisti, ki je bil prevaren, vedno tako, da malo vsebno celo pogledal, če so kje ti znaki, ki lahko vodijo do tega, da spet nekaj ne zvestoba. Pa je razlika, recimo v tem skoku čez proti takrat, kadar nam partner to prizna, ali pa takrat, ko mi to nekoga drugega zvemo, pa je res. Zdaj, marsikaj mi reče, a ne bi bilo lažje, če bi jaz od tebe zvela, da se pod nami pogovarjata. Ampak v končni fazi dejstvo je, da je prišlo do tega in ko izvemo, je moč bolečine, sveda, če gre za partnerski dogovor, kjer sta si zvesta, vsi malo tudi imajo, poznam pari in delam z njimi, ki imajo odprto zvezo, ki so pač čustveno, da si zvesta, spolno pač pa imate druge partnere. Spolno se je stvar dogovora. Samo nekako nepisano pravilo v slovenski družbi še vedno je, da pač, ko pridemo skupaj, smo si zvesti. In čustveno in spolno. Pač tako je. To se ljudje tudi najbolj želimo, ne? Pač tako, ne? Sem edina kršica, bi jih mi več. Jasno. Ok, kaj pa recimo čustvena zloraba pa razne oblike manipulacije, ne? Kako v bistvu prepoznamo? Recimo zdaj me prišljeno, kaj pa v odnosu, ko ženska dejansko ve za izgleden partnerja in je to pač ena taka skrivnost, ki niti ni skrivnost, ne? Oba veva, ali mogoče celo on ne ve, pa ona ve. A se ti zdi to zdrav odnos, da se to tolerira na način, da niso dogovorjene za tako vrsto odnosa, ampak nekje je pač ona prevzela to vlogo pohlevne ženske, ki bo pač vse naredila za to, da bo zakon obstal, ker pač imata otroke, ker sta pač sprejeta kot ena celica, ne? Se ti zdi, da je to zdravo, da po tihem trpimo in smo tiho, ne? Na račun tega, da smo skupili. Veš, to je spet tisto, ne? Kako smo ženske premetene. To je ena varianta, je tiho in pohlevna, da družina ostane skupaj. Druga pa je, da marsikatera ženska, ki ve, da moški skače čez pot, je tiho, ne pomembno, da je gospa, da je mož prejde na Maldive, da se na zonu vidijo, da so srečna družina. Ona ne teži, ker pač ve, da ima vse obdobje in da pravzaprav ta moški vedno z njih ne pride, ker moramo vedeti statistično, niso te raziskav pri nas delali, samo 11% moških, ki imajo ljubice, se odloči za ločitev. Samo 11. Vsi ostali dejansko vedno znova hodijo k svojim ženom nazaj. In marsikatera žena je pač enostavno se sprijazana z Bogu te ekonomske skupnosti, zato da ima status ugled. Ja, nekateri pa seveda trpijo, so tiho, za bolj otrok, onda je vedno jasno vseh intervjujih, vedno znova povem, da par ostaja z bolnicami zaradi otrok skupaj, pa se meni ne zdi primerno zdravo. Ampak če recimo ženska v situaciji, ko gre za te skoke in pustimo zdaj ta ekonomski status, pa da je da bodo bele na Maldive, ne? Mogoče nima te pogodnosti, ne? Mogoče sploh nima nič od tega, ampak je pač sprejela to vlogo zaradi tega, ker ne ve, kako se temeljiti, kako izstopati iz tega odnosa. Na kakšen način v bistvu lahko ženska zbere pogum, kakšen korak narediti, ne, da se ta zveza ali konča, ali da se končno enkrat odpre debata o tem, da se spregovori, ne, ker da se kakor, ko se pogovarjava, je prav, da poveš tisto, kar te tišči, in če je to nekaj, kar te tišči, kar je kar velika stvar, ne, kako pol ženska, ne vem, nastopa do moškega, no. Mar se mislim, koliko je pogumna, koliko je sploh moški spoštuje, da je da nekaj prijavil v tej njeni bolečini in v želji, da pač do tega se pogovori, da nekaj iz tega narediti rešiti. Tako tukaj zdaj pozopet enovitega recepta ni. Dostikrat, ker se dejansko ne zmorete, ne znate, ne upate med sabo pogovarjati, poiščejo taki pari, hvala Bogu, strokovno pomoč, da se v bistvu s pomočjo mene ali drugih mojih kolegov dejansko lahko prvič v življenju pogovorita, oziroma tudi ona pove, ker je v varnem okolju, ker ima besedo, ker je da bom naprej ne tako, nimaš prav, ni res, nevara in tako naprej, da lahko se tudi njo sliši. Ampak
rešitve, kako rešiti, pa iti iz takega odnosa, veš, Mirela, jaz dosti krat opažam, to je najmo, recimo, bova rekla, zdaj pa zdrava kmečka pamet, kar ne bi bilo. Ampak v marsikaterem patološko-odvisnem odnosu dejansko na podzavestni ravni pristajata na taki igri. Se trpinčita in me obema to, vzemate te vloge, ampak ne znate drugače, potrebujete te čustvene drame. Tudi če gresta, se ločita, zdaj ko prej spet prijete skupaj, tako izpolnam parati, kot štekati. Ker je ta potreba po drami, po tej odvisnosti od patološkega odnosa premočna. Torej, zopet smo pri tem, če hočemo to razkleniti, je potrebno delati na sebi, na svojih bolečinskih jedrih, na svoji osebni rasti in na temu, zakaj potrebujemo dramo. Pa smo spet pri temu, da tak človek, ki potrebuje sedaj dramo, bi običajno v otroštvu priča drame koga? Svojih staršev. Tako mi prenašamo vzorca. Da ne veš, in v bistvu tudi čustveno zasvojen od tega adrenalina, ne? Tako. Kad po žene kri, ne? Po stresu, ne? Ja. To se pravi, odsotnost te drame ne pomeni, da ni ljubezni, da ni možen odnos, ne? Ker mogoče tudi se mi zdi, da doskrat ženske tako prenašamo, ne vem, iz otroštva, iz otroštva, iz mladosti, ne? Tiste občutke, ne, ko ti kolena šibijo, pa ko se neki, ne, pa ko, ne. Ali pa tako te bo vprašala, zakaj ženske imamo rade barabe, no, po narekovaje. To smo ponedeljek govorili, ja, dobro jutro, ja, tako. Ker je res dobro, to mi je podalo, sem se nasmejala. Smo je dobro stvar, ja, hvala. Tako kot sem jaz pravzaprav v udarje razložila, se to dali prve žal, ker ne vem, je barava zdaj ali ne. Dejansko jaz mislim, to je antropološko, ker ženske nekako rabimo to zaščito in moški, in želimo, da nas moški zaščitijo. Če se rečemo tako nekako genetsko. In kateri moški nas bojo zaščititi? Oni, ki se upajo. A ne, tisti, ki zna včasih malo porobo, kakšno stvar, vse je v redu, ampak gledaj, ti bomo tako naredili, ne? Baravica. In se znajde in bo zaščitil in bo papelil tisti plen votlino svoje dragi, ne? Tudi če ne bo jih najbolj uradni ali pa legalen ali pa nekak, ampak taka ženska bo v njemu preživela. Govorimo o teh dobro namernih barabicah. Barabe, nekaj se lepa dekleti ljubijo barabe, je naslov pesmi. In na ta šarm padamo. So šamantni, imajo karizmo, znajo manipulirati z besedami. Ampak všeč so nam barabe, preden stopimo v odnos z njimi, ne? Potem, ko je rekel, ni lepo kraj, ne? Potem, ko lepo ženska, tako kad ni lepo konja, ga lepo počejšega, pripere v ljubi, potem ga kaže nekako zdaj lepi multipira. Ja, ona je sreča. V bistvu nas samo na začetku, ta ideja mogoče, pa predstava vsem, kaj je v On je dokazal parkrat, da pač je lahko bil to moški in potem dama nekako bi pa vseeno želela, da ima po svoje oblike, po svoje vizije oblikovati. Potem pride referenc. Ali pa nekateri moški po svoje voljno pač izpravimo svoje družinske drugulje, izročijo svoji dragi, se pravi postanemo neke copate, s časom nas pa seveda sto manj srečne. Se tudi on v bistvu ni sposoben verjetno nekega globega odnosa, ne? Ta igra v bistvu vse, kar je, ne? V tem smislu. Dajva se mogoče dotakniti še malo teh, dajva se dotakniti resnih čustvenih zvorab, recimo, ko smo v odnosu z nekom, ki je narcisoiden, ali pa še s kakšno drugo obliko, no, ne vem, kaj te popolnoma sesa, kako v bistvu prepoznati znake, da živimo v stopenem odnosu, v stopenem partnerjem, od katerega sploh ni možno pričakovati kakšne razrešitve ali karkoli, ampak v bistvu predvsem to, da prekinemo ta odnos. Ko smo mi že toliko zmanipulirani čustveno, kako omreženi strani, recimo take mejno-osebnostne strukture, ki recimo je nekako je razvil naš partner, seveda, ko mi to ugotovimo, da smo nekako osebnostno čustveno zadušeni, dosti krat zelo pozno, ker se tudi naša osebno že temu adaptirala, spremenila, čeprav nas se čas nekaj boli. Dosti krat mejno-osebnostne partnerji dejansko nas tudi izolirajo, imamo ničjo socialno mrežo, skregajo nas z, naprimer, starši, sorojenci, telefonarji
dajo na službo, se pravi vse naredijo, da nas izolira, da nas imajo samo za svoj objekt, nekako čustvene manipulacije, izživljanja, tudi mrcvarjenje. Tukaj ne moramo, mi prosjačimo, iščemo rešitve, povemo, da nas boli. Dosti krat je takem partnerju na začetku žal, poskuša malce predrugačiti, samo na videz, da odnos do nas, seveda na dolgi rok to ne gre. Tako da v takem odnosu, če hočemo ostati po zdravi pameti in ne čisto čustveno niče, ne moramo navrniti iz takega odnosa. A je možno prepoznati tazga človeka? Še preden zgradimo nek odnos, je možno prepoznati neke simptome nekoga, ki v bistvu ni čist... Mirjana, kot rečeno, ko smo zaljubljeni, ne vidimo. Pa tudi nočemo najbolj tega videti. Mi si naslikamo tisto našo iluzijo, nalepimo na to osebo in še potem smo že nekako zapleteni v te zanke, uganke, nekega patološkega odnosa, ugotavljamo, da to ne pa nekaj ne vredno. Ampak itak na začetku deluje obrambni mehanizem zanikanja, racionalizacija, ne, se samo meni zdi, ne, se to ni tako grozno. Pa se bo spremenila, pa spremenila, ne, jaz si to mogoče samo mišljam. In to so leta, lahko grejo, da smo v teh obrambnih mehanizmih. Ampak lahko recimo na podlagi tega že ugotovimo, da je to, če smo izolirani, ne, torej če smo sami z njim v odnosu, če vidimo, da nimamo stikov z drugim. Ali z njo, tako, hvala. Ali pa recimo tudi mogoče, ker pač poznam en primer, pa ravno iz tega govorim, izkušnja pa taka, da recimo partner ves čas dela na način, da jemlje od drugega, njej pa nič ne da. To se pravi, da tako igra igrico spredkar, da v bistvu daje občutek, da je pomembna in v bistvu nujna, ampak nič ona ne dobi, ne pozornosti, ne topline, ne varnosti, ničesar. To so lahko pol na podlagi tega mogoče ocenimo, da nekaj pa ni v redu s tem partnerjem našim. Ja, to je recimo, tudi se pisala, je tak tipičen odvisniški odnos. On je igral vlogo žrtve, Bog i jaz, on je igral vlogo agresorja. Ona pa sta se meni nezavedni ravno dogovori tako. To je tak lep šolski primer, recimo, tega odvisniškega odnosa. To ni nujno, da gre za neko mejno, da ima osebnostno strukturo. Ne, tukaj gre enostavno za tako ukvarjenost iz primarne družine, nezavedne ravni, da dejansko mi se, kot dogovorimo, katero vlogo bomo prevzeli. In vloga žrtve, se pravi tisti, ki je prevzel vloga žrtve, hrani svojo energijo, svojo bolečino, svojim jamranjem, dejansko agresorjem. In onda agresor daje žrtvi moč, s tem, ko si jezi, ko kritizira, ko pametuje. Tukaj imamo ta zelo patološki odvisniški odnos. Ampak to dobro funkcionira. Ja, pa zapravo nam tako dobro funkcionira za njih. Če se tako umetno da gledali v strani, tako Zdaj me pa zanima recimo ženska ali pa moški, se nima veze, kako v bistvu izstopi iz tega srednjega odnosa, ker so pač te zlorabe in neceslive odnose in tako naprej. Verjetno ima neko rano, neko bolečino v nekem drugem odnosu, ki si ga bo želela v prihodnosti, jaz govorim vedno v ženski, ker so ženska, ampak ne diskriminira moške s tem. Ampak me zanima, recimo, verjetno, ko izstopaš, če zbereš pogum, da res rabaš naravno moči, da to prepoznaš, da izstopaš iz tega odnosa in to lahko traja zelo dolgo. Kako pa pol lahko vzpostaviš nekom novim nek zaupni odnos? Ker verjamem, da so zelo hude težave, a je zelo možno to? Ta proces žalovanja približno traja leto do 2, ampak še edino v primeru, da mi se res zavedamo, da moramo na sebi delati, da smo tudi mi so prispevali v ta patološki odnos, lahko pijemo v naslednjem odnosu naš so prispevek k temu, ampak mi moramo dejansko delati na sebi, se nadgraditi, postati autentičnimi in se znati izražati. Marsikateri partner iz enega takega odnosa škodno ne zna povedati svojih želja, svojih potreb, ne zna se postaviti za sebe. Kako bomo potem autentični, če sebe ne izrazimo? Naši partneri in partnerke ne morejo brati, kaj mi potrebujemo, kaj mi
želimo, kaj je naša bolečina, da se moramo pogovarjati, moramo to dati ven. Na zdrav, primeren način, tudi da biti asertivni in povedati, ne, meni to ne dovolim, meni to boli. Zabrati slabe vesti, ker nam se zadnje, mi sami sabo živimo. In mi sami sabo moramo na koncu dneva se pogledati v oči pa reči, vidite, kakšno dan si imela danes. Ne, in ta autentičnost, to, da živimo mi sami sabo v nekem duhu, da se imamo v redu, pomeni to delo na sebi, ta osebni razvoj, kako naša dejansko četrta knjiga, se pravi z mojimi članki, kjer raziskujemo dosto sebe, osebni razvoj. Kaj to pomeni? Mene imaš se vprašal, vidite, ti govoriš o osebnem odnosu, kaj je to? Na to dejansko to, da mi začenjamo sebe razumevati, slišati in kaj mi povzročamo v odnosu do sebe, ko mi sebe dajemo v odnos do drugimi. Seba to ni neka znanstvena fantastika, jedrska fizika, ja. Zakaj se postavlja tako proste stvari, kako komplicirane? Prej si omenila eno stvar, kar me tako sem se prav nasmejala, ker to tudi sebe opačala, ne priznam. Zakaj ženski tako mislimo, ali pričakujemo, da moški nam mora prebrati misli, da točno mora gledati, ne? In pa se tako cel film odvija, ne? Mi nekaj pričakujemo, nekaj si želimo od tega narediti in smo potem jezni nase na njega. V bistvu se nič ni zgodilo, ne? Sam ta dialog nek se dogaja znotraj, ne? Se že odgovorila. Ja, za vse, ker... A je to pogosto? Ja, to je ti. Zakaj moški nekaj misli, no? Imamo še te sposobnosti. Ne zmorejo, se zelo dobro naštetirali ženski majci, ženski način razmišljanja in čustvovanja. Meni možda marsikdaj, ko recimo moški hodijo samih mene svetovalnice, reče mi da ne poslušam. Jaz 10-krat probam, a bo njej to redu ali ne bo. Jaz ne vem, ona mi ne pove. Ker jaz kada porečem, ti rada, pa ti rada, pa če ti pa že mogo vedeti, po 10 letih, po mogo vedeti, da ne bi všeč. Jaz ne vem, ko sem krat v obrani, še karakter, po 10-krat, 8-krat, ali 2-krat v obrani, ko se ugibam. Se ga, ugibaš, več hvala, da ja ne znaš. Pravi, meni se ti da jo, ampak enkrat te rečem, to je omenil, tako sem tako, ona da bo tudi ja hoče. Kaj, a zdaj moš pohvaliti z take stvari. Pa je drugič ne pohvalim, ne reče, ja, tako pa nisem pohvalim za to. Što da rekom, ne vem, ne vem, kaj ja, kaj ne. Tudi so moški v te naši zahtevnosti, kaj mi bi se rade, so dosti nebogljeni. Tudi jaz si dostikrat zagovarjam. To je pa se tako spomnila, da kateri je pravilnik, ne dajo bogi revčki, kateri je pravilno odgovor, ne, da je najbolj pravilno, da rečejo ja, draga, to je tako v geci se pogovarja. Ja, absolutno. Je pa, ker je tako stokrat ja, draga, postane gospa, ja, draga, šefica in je potem nesrečo pride vse moška, ki vseeno igral to moško vlogo, jaz sem tukaj draga, da z vame ne skloniš. Jaz ne moram reči, ima gibraltarska skala. Ima ženska, jaz mislim čistega razvojnega civilizacijskega smisla, to čas odmoramo, rodno tega našega zdravja. Ja, to je to, kar se želimo, moramo tudi povedati, ne, no dajte jasno, ne, da ne pričakujemo, da prosim, delajte. Dajva se še dotakati še zadnjega dela, ki ga opisuješ v knjigi, oziroma ker so te članki zbrani, in sicer partnerski odnos in finance, kakšne povezavi je to. A ima to zelo težava, kakšno vesti? To še video, da si. Ja, glej, vsi živimo v takem času, kjer je denar svetovni dar. In jaz nekako četrto vprašanje po vzgoji in seksu je spravi, kako imate vidno finance, finančne vire razporejene, ker namreč kot vemo tudi pregovor pravi, da denarji so vse končali, tako, čisti računi, dobri prijatelji. Tako da, različne strategije so, celem svetu spet govorice treba, kako za prihodki in stroške naredili. Se pravi, imamo vsak svoje, pa dajo tam skupne blagajne za skupne stroške, kakšne so strategije upravljanja z denarjem vprašanje, ki pravzaprav pokaže, kako trden ali kako razkrajen odnos je, predvsem pa zaupanje. Pa denarje so vse končane reda. Tako da to je izpravljen finančni vidik, pa vzgojni vidik, to sta dve minski polji, pri katerih lahko par sodeluje in je močen in se krepi, ali pa propada, kot ne veš, kjer ramena stoji, ko odstopiš na
polja denarja, stroškov, vzgoje, zavezništva, recimo staršev do otrok, se pravi, da ta enovite meje in dogovori, tako da to je veliko subtilnih sporočil, ki se pretakajo znotraj partnerskega odnosa in s financi so absolutno enotri. Zelo pomembno veliko, Izjemno. Ne moraš ga zanemariti. Ne, poznam pare, ki delata Excel in do pare centa natančno povedati, katere stroške, tiste, ki dovolj se razdelita, si prenakazujete evro, dva. To je take primere imamo. Nekateri obsesivno šparajo, da je včasih pravi življenje, včasih pravim, zakaj bi to šparati, si kaj privoščite, pa me dovoljo, ne, moramo imeti za hudo čas. Veste, da delate 10-12 na dan, pa to gre tudi kaj porabite od tega, tako zloženo gledajo, tako sem zelo nepadla, ne, to vse mora biti na strani. Ok, jaz to ne dotikujem, samo poskušam takim parom razložiti, da če enkrat se živi, vse je fajn, da se šparala nekje za hudo časa, 7 let zbog krav, ampak na vse zadnje pa tudi kaj trošiti. Jaz to gledam, treba živeti življenje, tukaj zdaj. Bi mogoče nam še za konec, kakšno tako popotnico dala, da nas bo razsvetlila, da bi danes, ko prijemo domov, prinesla nekaj novega, neko izhodišče. Ja, nekaj novega. Jaz pravim, pogovarjati se treba. To ni nič novega, ampak na to pozabimo. Tukaj z vami delim moja spoznanja in želim, da se nekako tudi izobražujete skozi članke, ki so zbrani v knjigi. Ne pozabi, da se treba pogovarjati, ampak spet kako spoštljivo, čuječe, sočutno in izražati sebe. Tudi, če se ne strinjamo s sogovornikom, pa ne govorim, da je samo partnerstvo odnosov, govorim vseh vrstah odnosov, tudi, če se ne strinjam s tabo, rekla, ljubica, ok, to je tvoje mnenje, prosim argumentira, da bom razumela, da če z argumenti delujemo, ne zato, kaj zdaj redko zdi, kar ok, spoštujem, ampak rabim razumeti. In nič kodega, ti ostali pri svojih argumentih, svoje mnenje, pri svojim in se danes strinjala, da se ne strinjala. To je spoštljivo, je tako. Rabim zdaj jaz zmagati, pa tebe nič naveš. Ne. Tako da prosim lepo pogovarjati se, slišati, ker moški in ženske govorimo različne jezike moške in ženske, plus govorimo različne jezike ljubezni. V tej famozni knjigi, kar nekaj, jaz pravim 20% je, pije vodo tudi te jeziki ljubezni. Je fajn, da se jih naučimo, a ne, kako govorimo o partnerskem odnosu, je res pomembno, da ok, ne razumemo, ko se pogovarjamo, temo vprašam. Melina, s tebe nisem razumela, ma lepo prosim, kako razložiš, kaj si s tem, pa tem mislila. Če mi še vedno ne bo jasno, me ne bo sram te vprašati, jaz te še vedno nisem razumela. Tako razčiščujemo to, da se različno slišimo, razumemo, interpretiramo, če tudi vsi govorimo slovenski jezik. To jaz mislim, da je najbolj pomembna popotnica, pa se treba dotikati. Biti si naklonjen. Hvala lepa, Melita, za tole čudovito popotnico. Hvala tebi, hvala vam. Hvala tudi vam, da ste sledili. Jaz se veselim, še to, da povem, da smo povedali naslednja knjiga, torej o vzgoji. To bo zdaj naslednja, tako da bomo nadaljevali pogovor z knjigo Rešna, bomo to vedno vzgoji, ko se tudi tretja. Tako da se veselim, zelo sem hvaležna, Melita, čudovito se res. Predvsem je pa v veselje bilo posluhati temu, kako na tak lep način v bistvu nazočiš to kulturo govora, kulture izražanja tega prednasliščine. Se mi zdi, da je tukaj ključno, pa predvsem ta potrpežljivost v smislu, da si vzamemo čas za pogovor, da ne hitimo, da si vzamemo, da bo res hvala. Pa tebi hvala za super vprašanje in istočnice. Všeč, da si se potrudila. Hvala, ja. Hvala lepa tudi vam, draga publika, upam, da ste uživali. Zdaj bomo zaključili radio del. Tako da, hvala lepa.